Pozdravljeni. Dojenje, uvajanje goste hrane in strah pred alergijami so teme, pri katerih imajo starši največ vprašanj in največ nasprotujočih si nasvetov. V tokratni epizodi se s pediatrinjo dr. Lariso Kragelj pogovarjava o smernicah in konkretnih znakih, na kaj biti pozoren, da bo prehrana dojenčka varna, mirna in čim bolj preprosta. Dobrodošli, dober dan. Hvala lepa za povabilo. Z veseljem. Dojenje pogosto strokovnjaki označujete kot najbolj idealno prehrano. Ampak stvarnost kaže, da nekatere mamice ne morejo dojiti. Kaj velja torej za dojenje v teh sodobnih časih? Ja, še vedno velja, da je dojenje optimalna izbira za hranjenje dojenčka oziroma izključno dojenje do 6. meseca otrokove starosti. Je pa res, da včasih jaz rečem, ne po angleško, ne breast is best, ampak fed is best. Se pravi, najbolj pomembno je, da sta tako mama kot otrok zadovoljna z načinom hranjenja, ki ga izbereta. In ja, res je, da včasih iz raznih razlogov predstavlja dojenje enostavno preveliko obremenitev, prevelik stres ali pa zaradi kakršnihkoli razlogov na strani otroka ne steče tako, kot bi si želeli. In takrat je seveda nesmiselno vztrajati pri nečemu, kar prinaša v družino samo stres, ker že tako so ti prvi meseci z dojenčkom pogosto zelo naporni. Tako da ja, mi pediatri se trudimo načeloma, da nudimo podporo mamicam pri tem, da bi vsaj eno obdobje otroka izključno dojile. Je pa res, da dostikrat, ko pridejo pri prvem mesecu k nam v ambulanto načeloma na prvi pregled, je en del tega že zamujen, tako da je tukaj velika vloga tudi osebja v porodnišnicah, patronažnih sester, ki dajo nasvete tem mamam v prvih dnevih in tednih, ko je ponavadi največ izzivov. Tako da, ja, dojenje je absolutno super, ne pa za vsako ceno. Ja, vsekakor. Koliko časa pa naj bi se mamica trudila z dojenjem? Koliko časa je za vztrajati? Mogoče bolj kot to, koliko časa vztrajati, je pomembno, kako sploh od začetka omogoči, da bo dojenje steklo. In tukaj je nujno že pred porodom razmišljati malo o tem, da želiš dojiti in se na to psihično predvsem pripraviti. Potem pa koža na kožo takoj že v porodni sobi, čim prejšnje predstavljanje otroka, če je to le možno, če ni kakih zdravstvenih izzivov in tako. In potem tudi v prvih dneh že takoj, kljub temu, da smo ponavadi utrujene po porodu in tako, smiselno otroka na željo otroka predstaviti čim večkrat. Potem pa je tako, da mamice včasih mislijo tako vse ali nič. Pa ni čistko. Skratka, vsak podoj, vsaka kapljica materinega mleka, ki otrok dobi, je koristna. Tako da jaz dostikrat svetujem, ja, seveda, prestavite otroka v prvih dneh in tednih čim večkrat na otrokovo željo. Ni tukaj omejitve na 3 ure ali pa na 2 uri ali pa podoj mora trajati 10 minut. Skratka, neko časovno omejevanje podojev absolutno neproduktivno, otroka prestavljati na željo, čim več stika z otrokom, se pravi trkljanja, ujčkanja, v končni fazi ležanja z otrokom v postli skupaj. In po potrebi, se pravi, če se pokažejo znaki, da dojenja ni dovolj, potem dohranjevanje z mlečno formulo. To kombinirano oziroma mešano hranjenje z dojenjem in s formulo je zelo pogosto ena taka stvar, ki mamicam zelo olajša to breme, a bom dojila, a ne bom dojila. Gotovo. Ko pa otroček je, na primer, na mlečni formuli, koliko časa pa je dobro vztrajati, preden, na primer, reče starši, otrok te vrste formule ne mara? Koliko časa poskušamo torej? Ja. Če ne pride do nekih izrazitih težav v smislu bruhanja v loku, popolnega zavračanja hranjenja, krvavih
krvavega odvajanja blata in podobnih resnih zadev. Načeloma tam 5 do 7 dni je smiselno vztrajati pri eni formuli. Včasih pridejo recimo novorojenčki pri enem mesecu že z zamenjanimi 3-4 formulami v ambulanto, kar gotovo ni optimalno, ker se vsaka med seboj razlikuje. Tako da ne sme se prehitro obupati in je pomembno, da izberemo formulo, ki je seveda starosti ustrezna in tudi glede na individualne morebitne potrebe dojenčka v smislu, kako, če poliva, kako odvaja blato. Se pa tukaj pri teh znakih, ki jih spremljamo, zelo razlikuje smernice oziroma navodila pri dojenih otrocih pa pri hranjenih z mlečno formulo in tudi tukaj izhaja mogoče veliko enega nerazumevanja, ali je otrok dobil dovolj z maminim mlekom. Bom en tak čist praktičen primer povedala. Dobro, kar mi spremljamo pri vseh otrocih je, kako so pleničke polulane, mora biti 5-6 pleničk na dan mokrih, pa da je otrok načeloma zadovoljen, da vidimo, da je po obroku vsej nekaj časa sit. Ampak recimo pri odvajanju blata je lahko izključno dojen otrok odvaja blato samo enkrat na 7 dni. Pa če je to neboleče, mehko in tako, potem to ni slabo, ne pomeni, da dobiva premalo. Pri otrocih hranjenih z mlečno formulo pa je načeloma prav, da odvaja vsej tam na 2-3 dni. Ne čakamo toliko časa. Recimo, to je ena taka razlika, ki včasih starše zmede. V vsakem primeru pa jaz svetujem, da se mamica ne ukvarja, pa nasploh cela družina, ne ukvarja toliko s številkami in z navodili, ki jih najdemo na vseh možnih ChatGPT-jih in forumih, ampak posluša sebe in gleda in opazuje svojega otroka, ker je to najpogosteje najbolj v pomoč. Ja, in verjetno tudi najbolj prav potem mame vidimo kasneje. Ne? Tako. Omenili ste že to skrb mamic, ne? Ali je moj otrok zadosti jedel, ali imam dovolj mleka. So kakšni taki pokazatelji, da so lahko mamice potolažene, da imajo sitega, zadovoljnega otroka? So, definitivno so. Pa mogoče to, kar najhitreje skočimo, se pravi teža, ne, da teža narašča, še najmanj pomembno, sploh pri otroku, ki ga imaš doma in nimaš tehtnice praviloma doma. To recimo, bom kar tukaj rekla, jaz odsvetujem, večini otrok, so izjeme, ampak večini mamic odsvetujem, da bi dnevno tehtale otroka ali pa celo stres, tehtale podoje in podobno, ker točno to, za produkcijo mleka je stres ena zelo pomemben dejavnik, ki lahko negativno vpliva na laktacijo in zelo malo je ljudi, ki bi jim dosledno merjenje gramov olajšalo. Kar je pomembno, da spremljamo, ali je otrok učinkovito pristavljen, se pravi, da v ustih ni samo bradavica, ampak čim večji delež kolobarja, da je položaj otroka optimalen, to pomeni nekako uho, rama, kolk v isti liniji, če govoriva o sedečem položaju, obrnjen s trebuščkom proti mamici oziroma glede na položaj, ki se ga izbere, ustrezen tudi položaj otroka. Da, ko se otrok začne sesati, da vidimo aktivno požiranje, premikanje tule pri ušesku, tudi tukaj na bradici, pa da golta, da se sliši požirki. Potem, kot sem rekla, ponavadi se otroci spontano odstavijo od dojke, ko jo spraznijo, in če otrok polula vsej 5-6 pleničk na dan, vidimo tudi, da počasi, to je daljše časovno obdobje, prerašča oblekice, pleničke, da se debeli in da redno odvaja blato, potem načeloma je skrb, da bi dobival premalo odveč. Mamice se dostikrat osredotočajo na občutek v dojkah, pa je mogoče v prvi fazi smiselno, ker so dojke v začetku prvih dneh laktacije res lahko take trde, napete, potem pa se po podoju zmehčajo, ampak ko enkrat dojenje res steče, ponavadi tam okrog 1. v 2. mesecu, lahko ta občutek izveni in so dojke v resnici ves čas mehke, kar pa ne pomeni, da je mleka premalo. Ja, razumem, ja. Potem pa sledi druga faza, uvajanje goste hrane. Kaj vi svetujete? Da počakamo, da je otrok star pol leta, mu začnemo žličko dodajati, ali smo pozorni tudi na to, kakšen interes kaže otrok? Včasih tako, kakšna mamica reče, joj, naš tako zanimanjem gleda, ko kaj jemo. Kaj pa, če bi mu kar kaj
dali za poskusiti. Je tudi to v redu metoda? Absolutno v redu metoda. Bom začela kar s svojim lastnim primerom, ker je moja 3. hči, jaz sem imela tako v glavi pediatrinja, dojenje do 6. meseca, to bo najboljš, vedela sem, da sem že uspešno zdojila 2 otroka, bo 3. tudi. In sem rekla, to bo zdaj izključno dojena. In potem ona malo čez 4 mesece smo bili v eni gostilni na nekem praznovanju in ona meni v jok in skoraj mi je padla v krožnik, ko je videla, da mi tam jemo. Ne. Skratka, če otrok kaže znake pripravljenosti, kar so pa nekako, da kontrolira glavico, se pravi, da ima nekako nadzor nad glavo, da ne niha več ta glava k prvnih lutkicah, da kaže interes, se pravi, da nas opazuje, ko jemo, da mogoče odpira usta, eni se tudi zelo res razburijo, prav, ko vidijo, da ti ješ, oni pa nič ne dobijo. In pa, ko izgine ta refleks izplazenja jezička, se pravi, ko recimo, če damo otrokom vsem, dodajamo dojenim in nedojenim vitamin D že od 1. tedna, ko recimo damo par kapljcev na žličko in mu ponudimo to žličko, otroci večinoma, ko so pripravljeni, tudi to žličko lepo sprejmejo in pogoltnejo. Kar je pa lahko nekako vse po dopolnjenem 4. mesecu že, ne? Se pravi, nekako do 17. tedna odsvetujemo, oziroma se ne bi uvajalo nobenih dodatnih, ne sokov, ne ničesar, skratka, nobene dopolnilne mešane prehrane. Potem je pa to okno, ne, med 4. in 6. mesecem, ko je stvar zelo fleksibilna, odvisna od otroka, spet pa ne priporočamo začetka uvajanja po 26. tednu otrokove starosti, zato ker že malo zamudimo priložnosti za optimalno spodbujanje senzorike in motorike v ustih in povečamo verjetnost, da bo imel otrok težave s prijemanjem novih okusov, novih tekstur. Tako da nekje tukaj se gibljemo pri priporočilih. S čim naj začnemo? Tudi tukaj so se smernice v letih kar spreminjale. Jaz vem, recimo pri 3 otrocih so bile pri vsakmu že malo drugačne. In bom tako rekla, na srečo mamic in družin so zdaj zelo ohlapne, kar pomeni, ni nekih strogih pravil, najprej zelenjava, potem Še vedno v večini svetujemo začeti z zelenjavo. Zakaj? Zato, ker so ta živila večinoma hipoalergena, se pravi zelo majhna verjetnost kakšnih reakcij, potem so hranilno blaga, tudi okusi so večinoma blagi in tudi lahko prebavljiva so ta živila. Potem pa, kar pa dodajamo, je pa res čist poljubno. Čist hranilnega vidika je smiselno čim prej uvesti meso, oziroma tudi ribe, jajca, skratka beljakovinsko bogata živila, tudi žita, žitne izdelke, jajca že takoj ob začetku uvajanja, seveda dobro toplotno obdelana, potem pa vse po spisku naprej. Zakaj mogoče odsvetujemo začetek s sadjem ali pa želimo, da bi se sadje malo dlje časa počakalo? Ljudje smo že biološko nagnjeni k temu, da imamo preferenco do sladkih okusov. Ja. In jaz to včasih staršem v ambulanti rečem, ne, kdo bi jedel brokoli, če lahko dobi jabko ali pa banano, pa se tudi taki najdejo drugač. Ampak skratka, če jih zelo zgodaj navadimo na sladke okuse, je verjetnost, da bodo z veseljem sprejeli tudi ostale, manjša. In zato sadjem praviloma počakamo do tam okrog 6. 7. meseca in začnemo z ostalimi živili prednostno. Kdaj pa lahko začnemo dajati ne čisto pasirano hrano, ampak da ima male koščke, da se tudi tega navadijo? Vem, da obstaja strah, da se otrok zaduši, tako da verjetno smo potem mamice previdne pri tem. Ja, res je. Zdaj, mogoče tukaj beseda 2 še o položaju pri hranjenju. Zelo pogosto starši hranijo sploh te majhne dojenčke v nekih gugalnikih, na polležečem položaju, lopinicah in podobno. To ni priporočljivo, ker je položaj pri požiranju zelo drugačen, hkrati pa otroka, če se slučajno mu kaj zaleti, težko ful hiter ven vzameš in mu ustrezno pomagaš. Tako da tudi že pri teh majhnih, zato je pa tudi pogoj kontrola glave, svetujemo, da otrok sedi v naročju starša, da je dobro podprt, starševo roko, drugo roko pa uporabimo za hranjenje.
En pristop, ki se je v zadnjih letih precej razširil, je tudi ta tako imenovan baby-led weaning oziroma uvajanje goste hrane, čvrste hrane na željo otroka, kjer v bistvu nikoli nimamo pasirane hrane in kašic, ampak otroku ponujamo koščke pokuhanih zelenjave, živil, kuhana žita in tako, da si jih sam zanese v usta. S tem pristopom ni nič narobe, moramo se pa zavedati, da je razvojno zahtevnejši. Kar pomeni, da večina otrok res pred 6. mesecem ni pripravljena na tak pristop, ker tukaj je pa vseeno tudi pogoj, da že vse približno zadrži tudi nek sedeči položaj in tudi v končni fazi, da zna posegati po stvarih, jih nositi v usta. Pasiranje iz hrane jaz svetujem čim krajši čas. Praviloma je boljše, če že začnemo z vilico pretlačenimi živili, da ni čisti pire. Je pa res, da če ima otrok izrazit ta žrelni refleks in mu krmeče gor, ob tem je mogoče smiselno čist na začetku dati res pasirano, ampak tako kratek čas, čim krajši. Čim prej na pretlačena živila in potem nekje med 7. in 9. mesecem je tako imenovano zlato okno za uvajanje različnih konsistenc, ko pa tudi pri otroku, ki je bil do takrat hranjen z pasirano hrano, res priporočamo uvajanje tekstur, pa to ne pomeni, da mu daš zrezek, ampak da recimo žita, ki imajo že vsa v naravi, tudi ko so skuhana neko teksturo, da jih pustiš, ne? Da recimo prosene kaše ali pa ajdove ne pasiraš še dodatno, ali pa riža, ali tako. Skratka, pa tudi, da takrat res ponudimo otroku možnost, da se samostojno hrani. Veliko staršev ima res ta strah, da se mu bo kaj zaletelo, zato jaz vedno svetujem, da nikoli otroka ne pustimo s kakršnokoli hrano brez nadzora. Se pravi, ni tako, da mu daš tam hrano, pa greš obešati perilo. Otrok mora biti pod nadzorom, po možnosti v nekem res ravnem, sedečem položaju, ali v naročju starša, ali potem v stolčku. In seveda večina otrok, če so drugače zdravi in razvojno normalni, jim ta zaščitni refleks omogoči, da če se jim nekaj zatakne, izkašljajo ta tujk. Če ne, je pa nekaj, kar morajo vsi starši znati, ukrepi ob eventualnem davljenju, in to je sprva, če otrok aktivno kašlja, v bistvu udarci med lopaticami, pri majhnem dojenčku si ga damo kar takole na stegno, z glavo navzdol in udarimo med lopatici 5-krat, oziroma kolikokrat je pač potrebno, da otrok izpljune ta košček hrane, ali pa obrnemo okrog na trebuh in na prsni koš pritisnemo. Pomembno je vedeti, da se pri dojenčkih in majhnih otrocih nikoli ne izvaja klasičnega Heimlichovega prijema s pritiski na trebuh, ker lahko pride do poškodb notranjih organov. Pa ne bom šla v detajle v to, ker se mi zdi, da pa to starše še bolj prestraši. Ni pa nič narobe, če ta strah izkoristimo kot priložnost, da se naučimo temeljnih postopkov uživanja, da gremo na kak tečaj, si pogledamo kak video, čeprav še boljše res iti v živo. To vsakmu staršu svetujem, zato ker z otroki so vedno neke nepredvidljive situacije. Potem še mogoče glede, kaj je boljš, kašice ali pa baby-led, ni boljš ali slabše. Eni otroci imajo tukaj res rajš eno ali drugo. Večini najbolj ustreza kombiniran pristop, tako da pač se otrok vseeno malo bolj in več nahrani z žličko, potem pa se še malo, zato tudi, da je vključen v družinski obrok, kar je zelo pomembno, ne, da otrok ne je sam, vsi ostali ga pa gledamo, da je vključen čim bolj, da lahko tudi sam kaj si da v usta in s tem testira svoje sposobnosti. Katere hrane pa na primer jedi pa bi odsvetovali v prvem letu življenja za otroka? Ni veliko takih živil, so pa pomembna. Predvsem na prvem mestu je sladkor v kakršnikoli obliki, se pravi dodani sladkor, pa tudi če je kokosov ali pa javorjev sirup ali pa skratka ta naravna sladila, odsvetujemo njihovo dodajanje. Odsvetuje se dodajanje soli. Od prepovedanih živil je pa tukaj med, zaradi nevarnosti okužbe z botulinom, sporami, ki so lahko prisotne in dojenčkova prebavila enostavno niso zrela, da bi to zmogla brez hudih posledic obdelati.
Pa seveda gobe, ker so težko prebavljive. Dostikrat odsvetujemo tudi morske sadeže, predvsem imam tukaj v mislih školjke, zato ker v resnici so filter za smeti in so lahko pogost vir tudi ali kakih zastrupitev, če ne druga pa kakih težjih kovin in podobnega. Surovi mlečni izdelki in surova jajca oziroma toplotno neobdelana živila, ki so zelo pogosto že naravno kontaminirana z bakterijami, so tudi zelo nepriporočljiva, zato ker pri dojenčkih lahko povzročijo hudo sliko bruhanja, driske in dehidracije in zato niso najbolj varna, sploh če nimamo preverjenega vira. Ja, seveda. A kako pa je s kravjim mlekom do 1. leta starosti? Kravje mleko v obliki fermentiranih mlečnih izdelkov, pa v začetku mogoče recimo masla, ki ima najmanj prisotnih alergenov, lahko začnemo že kmalu po začetku uvajanja mešane prehrane. Ampak v zelo majhnih količinah. Se pravi, občasno namesto recimo žličke olja dodamo pol žličke masla v kašico. Potem tam po 6. mesecu lahko občasno manjše količine žlička, 2 skute, jogurtov, kefirja, skratka ostalih fermentiranih mlečnih izdelkov tudi že uvedemo. Nekako do 1. leta naj otrok ne bi celokupno več kot 1 decilitra mlečnih izdelkov ali mleka zaužil v dnevu. Jaz svetujem uvajanje kravjega mleka kot takega šele, ko otrok dobro sprejme fermentirane mlečne izdelke in seveda v manjših količinah. Se pravi, ne da se kuha kašice na kravjem mleku vsak dan 3-krat. Ker je hranilna sestava kravjega mleka toliko drugačna od maminega, veliko več ima beljakovin, veliko več ima natrija pa drugih elektrolitov in premalo železa, premalo drugih mikrohranil, da bi zadovoljilo potrebe otroka. Se pravi, da naprimer, če bi želeli narediti neko mlečno kašico, damo to na mlečni formuli, pripravimo? Ja, načeloma je tako, da bodisi skuhamo na vodi in potem v že kuhano dodamo prah mlečne formule. Kar nekaj pripravljenih kašic je že takih, da jih pripravljamo samo z vodo. Če pa govoriva o mlečno-žitnih kašah, v takih se pri majhnih dojenčkih svetuje uporaba mlečne formule ali pa da damo recimo že v kuhano kašo potem kako žlico skute. In jo tako obogatimo. Eventuelno lahko nekatere mamice poročajo tudi, da to se zelo obnese, potem od 9. meseca naprej recimo razredčeno kravje mleko, da se pač skuha neka žitna kašica na takem. Starše skrbi tudi možnosti kakih intoleranc oziroma alergij. Kdaj zares pediatri pomislite na to, da je otrok mogoče alergičen na jajca, običajno mleko v prvih mesecih? Ja, praviloma se te težave kažejo bodisi na področju prebavil ali kože, večkrat prebavil. Ena stvar, ki je zelo pogosta, so tako imenovane krvave nitke na blatu ali alergijski proktokolitis, kjer pa je tudi v zadnjih letih prišlo malo do spremembe paradigme in se pri otrocih, ki samo občasno imajo kako nitko na blatu ali pa sluzaste nitke in so sicer popolnoma zadovoljni, brez težav, normalno pridobivajo na teži, ne uvaja nekih širokih, drastičnih diet, ponavadi je to za doječo mamo še v tisti fazi, ker se to lahko začne že zelo zgodaj, že pred 2., 3. mesecu. Skratka, najpogosteje v prvih mesecih gre res za prehodno neprenašanje beljakovin kravjega mleka ali jajčnih beljakovin, tako da ali eno ali drugo je smiselno prehodno recimo pri doječi mami ukiniti, seveda šele po predhodnem posvetu s pediatrom, ker se tukaj zelo razlikuje, kdaj se odločimo za, kdaj ne. Kar se tiče pa potem ob uvajanju goste hrane, se pa lahko kaže z akutno alergijsko reakcijo, se pravi recimo z neko oteklino, izpuščajem, ki se širi po telesu, otekanjem ustnic. Otrok lahko v dramatičnem primeru tudi opazimo, da težje diha se ali pa da slišimo piskanje pri dihu, včasih zelo bruhajo ali pa imajo intenzivno drisko. V takih primerih je smiselno čim prej se obrniti na zdravnika in preveriti,
kaj je s tem. Zato tudi fajn biti malo pozoren pri uvajanju goste hrane, kaj smo kak dan dali. Je pa mogoče tukaj res še sam to omenim, ker prej nisem. Včasih so rekli, pa 3 dni eno živilo, pa potem nekaj novega. Včasih se shecam, če gremo tako pa do neke 20 let, ali pridemo do tega, da vsa živila uvedemo. Ni treba tako dramatično čakati, sploh pri teh nizkoalergenih živilih, pri zelenjavi, pri sadju, pri žitih, pri mesu. Te najbolj klasične velike 3, mleko, jajca in oreščke, pa res svetujemo, da se uvedejo počasi, ne vse naenkrat, mogoče 2-3 dni zapored damo, pa opazujemo otroka, da vidimo, če bi se karkoli pojavilo. Pa če se zdaj vrnem nazaj, se pravi, če ima otrok neke izpuščaje, neke prebavne težave, po tem, ko uvedemo neko novo živilo, je smiseln posvet s pediatrom, prehodna ukinitev tega živila iz prehrane in potem uvajanje po navodilih pediatra. Mogoče še ena pomembna zadeva, sploh takole v sezoni okužb, ko smo vsi skozi neki smrkavi, pa sploh, če imajo dojenčki starejše sorojence, ki jim nosijo domov darilca. Zelo pomembno, da novih živil ne uvajamo takrat, ko je otrok akutno bolan. Se pravi, če ima vročino, če driska, če bruha zaradi okužbe. Ni realno potem. Takrat, tudi ne samo zaradi tega, ampak tudi zato, ker je v času okužbe črevesna sluznica bolj prepustna in je večja verjetnost, da bi dejansko prišlo do razvoja alergije na novo uvedeno živilo v takem primeru. Kaj pa pravite na prehrano vegansko ali vegetarijansko pri tako majhnih otrocih? Dobro urejena vegetarijanska prehrana, ki vključuje tudi, se pravi, laktoovo vegetarijanstvo, ki vključuje tudi mlečne izdelke in jajca, načeloma ni problematična. Tudi že od začetka uvajanja mešane prehrane. Mora pa biti dobro načrtovana in načeloma svetujemo, da se tak otrok vodi tudi pri dietetiku. Veganska prehrana se za otroke odsvetuje, zato ker je praktično nemogoče zagotoviti vse potrebe po makro- in mikrohranilih rastočega otroka, ki so bistveno drugačne kot pri odraslem. V praksi je pa tako, da načeloma še vedno svetujemo, da tudi otroci vegetarijanskih, veganskih staršev dobijo tudi izdelke živalskega izvora in tudi meso v prvih mesecih, ker je to zelo pomembno za vnos železa, za vnos beljakovin. Železo je predvsem kritično tukaj pri vseh teh, tudi pri vegetarijancih. Je pa dejstvo, da se tudi tukaj stvari spreminjajo in da je zelo modro, da starši povejo po pravici svojemu pediatru, kako gledajo na to, da imajo nek tak zaupen odnos in da ne tajijo morebitnih drugačnih prehranskih režimov, ki jih imajo v družini, zato ker smo tudi mi pa lahko bolj pozorni. Se pravi, če vemo, da je otrok se hrani vegetarijansko, bomo večkrat pogledali kakšne krvne izvide in ustrezno nadomeščali, kot pa če rečejo, ne je vse, v resnici pa temu ni tako. Tako da nek tak odprt odnos s pediatrom je gotov najboljši, ker lahko tudi dobimo odgovore potem na vsa vprašanja, ki se nam porajajo, tudi glede prehrane. Imate pri vaši praksi občutek, da se mamice zatekajo k strokovnjaku, se pravi k vam, ali iščejo tudi informacije, prej ste že omenili malo forume, malo ChatGPT, mogoče kakšne vplivnice. Kakšne so vaše izkušnje? Sledijo, zaupajo stroki? Moja osebna izkušnja je takšna, da če vzpostaviš z družino lep odnos od prvega stika naprej, potem bojo tudi zaupali vse mesece naprej in leta temu, kar se pogovoriš z njimi v ambulanti, in bo tudi večja verjetnost, da se ti odprejo in povejo in vprašajo. Seveda pa pediatri ne delamo 24 ur na dan in so dostikrat starši v stiski, ki bi kaj izvedeli tudi čez vikend, in takrat se pogosto obračajo na razna, predvsem na internetu, se pravim tako,
vire. Hvala Bogu je tukaj že kar nekaj strokovnjakov, ki imajo tudi odmevne objave, ne vem, dietetiki, ki se, recimo dr. Evgen Benedik ima zelo veliko uporabnih informacij tudi glede tega. Tako da mislim, da se da najti kvalitetne vire informacij. Še bolj pomembno se mi pa res zdi, da ni prva stvar, ki neki ne štima zaslon, ampak da poslušaš sebe in svojega otroka. Se pravi, da vidiš, kaj otroku ustreza, kaj mu ne, da znaš prisluhniti tudi svojemu nekemu instinktu, če lahko tako rečem. Ker včasih vsi ti nasveti mamice sam še zmedejo. Ja, tudi to je res. Za konec poglejva mogoče, kaj je tisto, kar bi želeli opozoriti, kar se tiče otroške prehrane. Želela bi opozoriti, da bo otrok v veliki večini primerov, če je zdrav, sam pokazal, kdaj je sit, pa naj bo dojenček ali pa potem večji otrok. Se pravi, ne silimo otroka jesti takrat, ko se nam zazdi, da bi moral. Druga stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, je, da se že od začetka uvajanja mešane prehrane teži k temu, da so obroki tudi družaben dogodek in da je to neka priložnost za družinsko povezovanje, brez zaslonov, brez kakršnikoli tablic, telefonov, da se otroka zamoti, sploh če je ne ješč, se to žal pogosto dogaja, pa je to res škodljivo, tudi dolgoročno. In pa ja, to, kar sem že prej tudi rekla. Se pravi, da v sodelovanju z otrokovim izbranim pediatrom, mamice in očki, skratka starši nasploh, so odzivni na svojega otroka, na njegove osebne potrebe in v končni fazi prilagajajo režim hranjenja potrebam njihove celotne družine, zato ker je vsak tukaj individualen, poseben in nekaj, kar velja za nekoga, ni nujno, da je dobro tudi za drugega. Najlepša vam hvala, vse dobro vam želim pri vašem delu in zasebno s otročki, ki jih imate. Upam, da vam je pogovor dal več jasnosti in predvsem več miru pri odločitvah, ki jih kot starši sprejemate vsak dan. Pazite na svoje zdravje in nasvidenje.